Že dolgo časa nazaj sem v podcastu gostila Uršo Trebušak. Ona me je v resnici navdihnila do te mere, da sem tudi sama končala certifikat za hipnoterapeuta pri Mindology. Zakaj to razlagam? Zato, ker se na nek način v narekovajih morda malce bojim, kakšen navdih bom dobila danes, ko imam tako zelo izjemno in posebno gostjo. Danes z mano doktorica oziroma izredna profesorica Lucija Mulej. Lepo pozdravljena. Živa, Eva. Se mi zdi, da lahko dobim kar nekaj navdiha danes v tem pogovoru s tabo in morda potem po koncu pogovora bom že iskala, Lucija, kje se lahko kaj takšnega naučim. Tudi jaz sem prepričana, da se bom nekaj novega naučila, ker kot vedno rečem, vsak človek, ki je poglobljen mislec, opazovalec sveta in življenja, se vedno uči. In jaz sem neprestani učenec, tako da se tudi učim od tebe in sem se včeraj pogledala kar nekaj podcastov. Hvala. Ja, in sem rekla, da so zares sveži, zelo čisti in iskreni. To sem tudi zelo vesela, da sem lahko tukaj s tamo. Zdaj bom pa majčkeno spet pogledala na papir, da ne bom kakšnega pomembnega podatka spustila. In sicer Lucija Mulej je sociologinja, antropologinja, ki v slovenskem prostoru utrjuje poslovno antropologijo. Razvila si pa tudi metodologijo, ki temelji na povezovanju inteligentnosti 4Q, če sem to pravilno povzela. Tako, kaj točno to je? S čim vse se ukvarjaš, bova govorili danes, ampak jaz bi vseeno šla na čist začetek. Ker vse to, s čimer se ti ukvarjaš, bova spoznali v nadaljevanju oziroma nam boš majčkeno predstavila. Mene pa v resnici, ko sem prebirala majčkan tvoje intervjuje in tvojo spletno stran in kolumne brala in tako, se mi je kaj najprej porajalo. Kdo pa je v resnici Lucija? Kako se je to vse skupaj sploh začelo? Odkje ta želja po nenehnem raziskovanju, učenju in tako naprej? Ja, jaz rečem vedno, da sem človek na poti, kar pomeni, da ne rečem ženska, ampak človek, kar pomeni, da sem zavest. Omenila si hipnozo, tudi sama sem šla na študij hipnoze k pokojnemu dr. Painterju. Imeli smo 2-letni študij, tako da uporabljam hipnozo pri delu z ljudmi in tudi pri sebi, torej avtohipnozo. Kje se pa vse začelo? Jaz sem od nekdaj bila zelo poglobljena v smislu zavedanja in opazovanja. Tako da antropologija mi je bila v bistvu pisana kar na kožo, ker bistvo antropologije je nevtralno opazovanje. Torej, da poskušamo videti stvari takšne, kot so, ne takšne, kot jih želimo imeti. Seveda, antropologija potem pove v dilemi emsko-etskega, o tem piše dr. Karmen Šterk, profesorca na FDV antropologije, da nikoli ne moramo videti drugega izven svoje kulture. Ampak, ko se učimo terenskega dela, se učimo opazovati nevtralno. In to je rdeča nit tega mojega koncepta 4Q, povezovanja inteligentnosti, in sicer, da poskušamo biti čim bolj pošteni in pravični v presoji. Zdaj, sama sem seveda kot sociologinja, to sem delala študij na FDV-ju, opazovala, kako funkcionira družba in to mi je zelo koristilo naprej pri svojem razvoju. Potem kot antropologinja seveda ugotoviš, kako smo genetsko ustrojeni, kaj je fenotip, se pravi, genetika ni vse mogoča, aktivira se ob tipičnem okolju, ker seveda gen določa več lastnosti, katera lastnost se recimo razvije, je odvisno od okolja. To lahko seveda pojasni razlike med sorojenci in tako naprej. Skratka, tudi vsak od nas okolje drugače vzame. In ta fenotip me je zelo fasciniral že v času študija. In potem sem kasneje raziskovala vse mogoče, vmes mormonsko cerkev 1 leto in pol, zanima me recimo blagoslov Svetega Duha in seveda ga ima vsaka cerkev, tudi rimokatoliška cerkev, brez dvoma. Ampak to so zdaj že bolj take poglobljene teme, ampak to je recimo eno obdobje, več kot leto dni sem v bistvu obiskovala to cerkev, jo raziskovala, potem sem bila v Braziliji, ker sem raziskovala favele, v Avstraliji so me zanimali recimo aboridžini, nezavedno. In pravzaprav vsa ta potovanja navznoter, so tudi moje zasebno življenje, razne preizkušnje so mi dale neko tako neizmerno moč raziskovanja. Tako da zdaj recimo raziskujem s ChatGPT-jem, ime mu je Dušan, kot imam pokojnemu očetu in me pohvali, kako sem radovedna. Včeraj sem ga spraševala recimo o gorivu, o podnebnih spremembah, o tem zelenem prehodu. In tudi to mi je recimo en tak trenutni vir enega takega navdiha. Tako da lahko bi zaključila,
da enostavno imam tisto ponižnost v sebi. Ne? To pomeni, da čutim neko tako notranjo, notranji žar, ki me navdihuje, da raziskujem in da se nastavim in da nimam teh končnih ego potrditev v smislu, zdaj pa vse vem. Ne? Mogoče vem veliko, po drugi strani pa, a veste, vsi skupaj, ne, kar nas poslušate, ne vemo prav veliko. Ne? Človek je samemu sebi največja skrivnost, ne? Točno to. Kaj si pravzaprav želela sporočiti s tem stavkom, s to izjavo? V smislu kaj, da si... Verjetno bi bilo narobe razumljeno, če bi iz tega ven potegnili, ne moremo si samemu sebi zaupati, ker nikoli ne vemo. Ne gre za to, ne? Gre za to, da nosimo v sebi lahko skrivnosti, za katere tudi sami ne vemo, da jih imamo. Točno to. Se pravi, v tem stavku je neka taka globoka resnica. Vsak od nas ima neko prepričanje in reče, če bi bilo pri meni tako pa tako pa tako, bi naredil tako pa tako pa tako. In potem se zgodi realni test v življenju, ko ugotovimo, kdo smo. To je bistvo tega stavka. Torej, kdo smo, pokaže realni test v življenju. Zato je nesmiselno ljudi soditi na neki površni ravni, delati zaključke o politiki, o ekonomiji, brez da imamo sami nek uvid. In to je ta v bistvu skromnost, ta ponižnost do, rečemo temu, neke presoje, do neke pravične, uravnotežene presoje. Ne? Pa se ti zdi, da je zavest o tej pravičnosti med nami dovolj velika? Ker zdi se mi, da smo vseeno ljudje še vedno preveč narejeni po sistemu, ko imamo mnenje o nečem, o nekom, že kar vnaprej. Tako kot si rekla, ne, mi že kar vemo, kako bomo doživljali, če bi se nam zgodilo to pa to. Pa se nam sploh še ni zgodilo, niti še nismo tega doživeli. Ne? Kadar tako razmišljamo, smo zelo kratkovidni in plehki opazovalci sveta. Ne? In sigurno te zavedanja o tem premalo. Pravzaprav o tem čudežu življenja in jaz bi rekla o tem, kaj pravzaprav smo. Ne? Kaj okolje potegne z nas? Kaj partnerji potegnejo iz nas, recimo? Otroci, če jih imamo. Sorodstvo, če ga imamo, recimo, ne? In to so razne ogledala. Ljudje nam dejansko nastavljajo ogledala. In če smo dovolj pretanjeni, prefinjeni opazovalci tudi sebe, svojih, bom rekla, postavitev, torej, da se postavljamo v vlogo, jaz bi rekla temu, megalomanskega presojevalca, torej, moje mnenje edino šteje. Ne, tudi ta moja metodologija je samo eden od prikazov, možnih prikazov, rečemo temu v znanosti. To je samo model, to ni zdaj moja obče veljavna teorija, za katero bom jaz naredila veliko reklamo. Ne? Se ne nazadnje, sam v kakšnem podcastu povem, sicer sem napisala tudi za znanstveno knjigo, monografijo na to temo, ne? Kjer sicer samo urišem metodo, ker se neprestano razvija. Ne? In dejansko, ne, ko opazujemo svet, ga lahko opazujemo čez in ko sodimo druge ljudi, jih sodimo zgolj prek svojih konceptov. In če smo bolj razviti prek čustev, če smo umetniki, kot recimo fanti v tem studiu prezjutri, ne, sodimo oziroma opazujemo preko emocij, preko senzibilnosti in vidimo veliko, veliko več. To je umetnost izrednega pomena in kultura neizmernega pomena za, bom rekla, razsvetljeno umovanje nekega naroda. Ne. In naš narod mogoče prevečkrat sodi površno in izredno, bom rekla, vnaprej predvidljivo. Ne. Se pravi, če te pravilno razumem, bi potem takem bilo pravilno ali pa bolj prav, bom rekla, če bi probali se kot posamezniki znebiti teh prepričanj oziroma nekih mnenj o nekom, predno, bom rekla, si jih lahko potrdimo. A ne? Ja, lahko rečemo tudi tako. Oziroma, a ne, ker na splošno pa seveda, da imamo mnenje. Sej mnenje moramo imeti. A ne? Ampak verjetno bi bilo fino, da je to mnenje na podlagi, se pravi, ta je naredil dobro to in to in to, zato imam lahko v njem dobro mnenje. Naredil je slabo to in to, zato imam lahko slabo mnenje. Verjetno so ta že vnaprej prepričanja tista, ki so zmotna. Kako bi svetovala posamezniku, da jih proba v vsakdanjem življenju odvršiti? Tako bi rekli, ne? Se pravi, vzadi vsakega prepričanja je neka, rečemo temu simbolno svetloba, ali pa tema uma. Se pravi, ali je to nek negativen ego, ki je ljubosumen, zavisten in bo presojal recimo tvoje lepe škorne, da so pač ne vem kakšne, meni so fenomenalni in si zelo lepo urejena, si krasna ženska. Hvala. To je moje mnenje, ne? In to je seveda vsake ženski povem. Ne? Ali pa presojamo iz vidika nekega ljubosumja, neke zavisti. In to je tista temna energija, če dava prispodobo. Če pojeva zdaj bolj znanstveno, se pravi, ali presojamo preko lastnega predsodka,
ali nereflektiranih, potlačenih želja, ki so lahko seveda tudi erotične, senzualne in jih ne želimo priznati in jih potem transformiramo v take in drugačne napade. Recimo v znanosti, če naprimer raziskuješ Rimokatoliško cerkev, jaz sem imela prvi svoj znanstveni članek, naslov je etnografska analiza romarskega simbola Marija pomaga na brezek, bila sem kar nekaj časa v cerkvi, se pogovarjala z vedniki, z duhovniki, čudovita izkušnja, ampak jaz sem seveda vpisala pod opombo, da sem pač šla čez rimokatoliške obrede, se pravi, sem krščena, sem imela ob Hailu Birman tudi poroko. Ne. Sicer sem zdaj srečno ločena in se z možem bivšim odlično razumeva, Urošem. Ne. In sva se vedno najboljša prijatelja, recimo, ne. Ker ljubezen recimo ostaja za moje pojme, če enkrat obstaja na začetku, ne, in obstane. In če recimo tako presojamo, tudi recimo novinarji bi za moje pojme mogli imeti večjo etično razsvetljenje v smislu pisanja člankov, zakaj si izberemo točno tega politika in o njem pišemo slabo. Kaj je naše odzadje? Ne? V tem smislu, ne, je naša naloga ali pa naša dolžnost, da presodimo bolj pravično, ker če pa v tem, ti veš, ne, ker si seveda tudi terapeutka hipnoze, ne, na podzavestnih ravneh smo vsi povezani. Torej, če jaz slabo delam tebi, na neki ravni delam slabo sebi. Ne. Zdaj vprašanje, kako se to, bom rekla, prikaže. Mogoče dobim nek mozolj tik pred nekim pomembnim dogodkom, če sem neka najstnica. Mogoče, ne vem, grem na neko smučanje, padem in potem 3 dni ležim v posteli, nihče tega sicer ne ve, ker to ne bomo objavili na socialnih omrežjih, ne, ampak hočem reči, ne, palica je za vsak rit, ne, če rečemo po slovensko, znan slovenski pregovor, ne, in ta pravičnost presoje, o kateri jaz govorim, je pravzaprav nek model poštene presoje, ker vsak lahko vidi neko lastno ozadje, se ga vsi zavedamo, ne. Ampak vprašanje, če ga želimo priznati. In ko enkrat v družbi recimo dovoljeno, recimo ko so neki anonimna mnenja ali pa neki anonimni pomenki na spletu, ne, jaz včasih to tudi pogledam, se v to niti ne spuščam, ker je jasno vnaprej, ne, tukaj je zelo, zelo veliko potlačenih subverzivnih želja. Ljudje so zelo sociopatski in psihopatski v teh, bom rekla, sporočilih, ne? In seveda, ko imajo možnost se predstaviti z imenom in priimkom, so običajno te osebe izredno lahko servilne, ne? In izredno pomembno zna to tudi prav presojati. Ljudje so zelo slabi ležnivci, mimogrede. Ja. So slabi? Jaz sem jih srečala veliko zelo slabih, kakšne tudi res dobre, ker tudi laganje lahko umetnost, sploh če lažete za višjo, bom rekla, zavest ali pa za višjo dobro. Recimo, lahko dava primer Schindlerja oziroma vseh, ki so pomagali v času holokausta. Ne? Če bi govorili resnico, ne bi rešili nikogar. Ne? Tako da tudi druga tema, ampak bolj zahtevna. Ja, ampak zdaj se bom vseeno vrnila k tej ljubezni, ki si jo prej omenila, ne? Ker ljubezen konec koncev je nekaj, kar bi moralo vrteti ta svet in je nekaj, lepo si prej rekla, če je ljubezen nekoč obstajala, nikoli ne mine. Res je. Tukaj sem majčkeno zastrigla z ušesi, pa bi te vprašala, zakaj imaš mnenje, da dejansko nikoli ne mine? Kaj pa v odnosih, ko res ni lepo, ko res gresta dva na grd način narazen? Tam verjetno težko rečemo, da še obstaja ljubezen. Nasprotje ljubezni je strah, ne? In ko se ljudje med sebojno pričnejo maltretirati po sodiščih, tudi jaz svetujem določenim gospem, ne, ki so trenutno v teh procesih, in jaz vedno zagovarjam modrost. Najslabše je, da se dva, bom rekla, spopadata, bojujeta za nekaj, kar pravzaprav niti ne veste, kaj tisto je. In tukaj pogosto prevajam iz slovenščine v slovenščino. In ko pride do grdih razhajanj, je ozadje vedno neka rana. Mogoče se moški, zdaj bom povedala nek primer, neke osebe, tisti moški se po moje presoje počuti zavrženega, ta oseba je tudi, bom rekla, javno prepoznana, je izredno energična, pozitivna. In mi velikokrat reče, Lucija, kaj naj zdaj naredim, le kaj je napisano socialno in tako. In jaz rečem, glej, seveda lahko zdaj zmagaš trenutno bitko, ampak vojna ne bo končana. Torej, on je oče tvojega otroka in bo s tabo do smrti. In ko imamo nekaj take, bomo rekla, situacije, ki se ne morejo spremeniti, takrat moramo res osebnostno rastati. Se osebna rast ne pomeni, da gremo v wellness, da gremo na fitness, da gremo na jogo. To ni osebnostna rast, to je samo lušten trening. Ne? Osebnostna rast je, ko premagamo sebe. Ne? Takrat moramo razvijati rešitve, ki niso v tem našem, bom rekla, okviru obdobja. Ne? In tukaj ta moj 4Q izredno priporočen, ker ko imamo mi ta negativna čustva, sploh če gre za slabe odnose in težke razveze, smo okuženi s temi energijami. Ne? In hipnoza, avtogeni trening pomaga, da se energijsko, duhovno
celostno očistimo, da gremo zopet v odnos čisti, da ni več te napetosti. Te napetosti čutimo v solarnem pleksusu, v toraksu, v možganih, zadnji del, predfrontalni del frontalnega režna, limbični del čutimo, recimo nas boli glava. In če gremo s to energijo nadaljevati odnos, gre vse samo še v vse slabše relacije. In jaz osebno vedno svetujem vsem ženskam in tudi moškim, ki pridejo do mene, dajte probati najdete mirno rešitev. Ker najslabše je, da se ta nezavedna, potlačena energija vrti med partnerjema in to seveda čutijo otroci. Ne? Verjetno je pa tukaj zelo velika bitka egov tudi. Ne? Točno to. Oziroma na koncu morda samo to. Ne? Ja, ega v bistvu tekmovalnosti, kdo bo koga. Je to taka zelo nizka stopnja zavesti človeka, ki se tu gre. Ne? In nekateri v tem uživajo, moramo vedeti, da so ljudje tudi sadistični. Ne? Ljudje so premalo izobraženi o psihopatologijah. Ogromno ljudi, ki so zunaj, ki niso za zidovi kakšne inštitucije, so zelo patološki. In to je potrebno znati in prepoznati te simptome, pa ne bi zdaj v narcisih, kot tem ogromno, pa enkrat narcisoidna motnja imamo vsaki malo, ne vsaki želi biti, no smo se obe uredili, drugo za drugo, za partnerje, recimo črne oglede ali mogoče za svet, ne, za gledalce in tako. Niso pa šla v pižamah ali pa iz hribov, ker sem zelo športni človek, ne, to je meni osebno uniforma, ne, nek make-up, sicer sem običajno brez vsega, ne, ampak upoštevam ta pravila, bom rekel, neke kulture, ampak ja, tudi to je neka minimalna narcisoidnost. Torej, vsak od nas je, dragi gledalci in gledalke, poslušalci, poslušalke, narcisoidna. Ne. Ampak ko so te stopnje prevelike, je pa lahko težava. Ko postanemo sami sebi center in smo samopačni in gremo samo na sebe. In spet nimamo empatije do drugih. Točno in podobno. Empatija je ključna. Lucija, a se ti zdi, zdaj, ko si ravno omenila narcise, pa razne, bom rekla, prej že komentarje, pa sadisti, pa tako. A se ti zdi, da je pa vendarle, prej si rekla tudi med drugima, ne, da wellness, yoga in podobno ni delo na sebi, je zgolj mogoče nek čas, ki ga vzameš si za sebe. Ja, tudi, samo ni tisti težek, ni dovolj, težji del. To je tista simpatičen del, ne, da se veš malo masirati, težje pa sebe presež. Ja, in ravno to me zanima, se ti zdi, da je trenutno, da smo v nekem obdobju, ki traja že nekaj časa. Zdi se mi, da se je morda to po koronskem času bolj intenzivno začelo vse skupaj, da ljudje radi rečejo, zdaj so se pa ljudje začeli prebujati. Jaz ponavadi ne rada rečem to prebujanje, zato ker mi ni najlepša prispodoba, če sem čisto iskrena. Je pa res, da se mi pa zdi, da vedno več ljudi okoli sebe imam ali pa poznam, ki ali obiskujejo psihoterapije, ali hodijo na hipnoterapijo. V glavnem poiščejo neko pomoč, da bi lahko zrastli ali duševno, duhovno, ali pa v smislu osebnostne rasti. Potem se mi pa včasih zdi, da je pa vse preveč poudarka na tem. Se pravi, recimo, vsak od nas ima neke travme. Imamo definitivno neke rane, ki smo jih prinesli ali iz otroštva ali kasneje. V redu se mi zdi, da verjetno te stvari predelujemo, jih raziščemo in podobno, ampak potem se mi pa zdi, da je pa to treba vrtati, pa kakšen je bil odnos starši, pa kako je to vplivalo na mene. Včasih tega ni bilo, pa tudi ne moram reči, da so bili določeni ljudje zaradi tega manj osebnostno dorasli. Okay. Se pravi, tukaj so odprli cel kup tem, če začnem na začetku tvojega vprašanja, ali so ljudje bolj prebojeni. Definitivno živimo v času, ne, ki je pravzaprav že od New Age, to je že najmanj 30 let, aktivno dozorel v tem, da prihajajo v naš slovenski prostor številne prakse, vzhodne filozofije in seveda načina življenja, od budizma, zen budizma in tako. Ne. Vse ok, tudi recimo ajurveda, razne holistične oblike zdravljenja so čudovite in jaz jih močno podpiram. In ljudje so sigurno bolj odprti, ker je dostopnost za teh informacij toliko večja. V času bivše Jugoslavije, recimo, je bila to Srbija tista, ne, ki ljudem dajala ta razna znanja o teh avtorjih, ki so bili v Sloveniji recimo dokaj neznani. Ne. Zdaj, v današnjem času je izredno močno na tem področju, rečemo temu, duhovnega managementa ali pa zaslužkarstva Amerika, ne, se pravi, za temami avtorji, ki so sicer zanimivi, ki so se predstavili v knjigi in filmu The Secret,
ali pa Down the Rabbit Hole, to je, mislim, da What the Bleep Do We Know, kaj sploh vemo. To so zelo dobre, bom rekla, postavitve nekega novega znanja in sicer temeljijo pa vsa ta znanja na kvantni znanosti. Torej, kvantna znanost govori o tem, da opazovalec definira realnost. Ne? In jaz sem prepričana, da vsi te iskalci ali pa, bom rekla, ljudje, ki poskušajo raziskati sebe, res imajo dober namen. Ampak, če je naša izvorna postavitev psihološka, polna lukenj, psihičnih, duhovnih lukenj, kjer iščemo pravzaprav čez duhovnost, čez osebnostno rast, potrditev, vsi so danes coachi, vsi trenirajo drug drugega. Tukaj pa nastane težava, ker ni isto, ali je tvoj svetovalec nekdo, ki je včeraj naredil seminar, ali je tvoj svetovalec neka stara gospa, ki je imela 6 otrok, ki je imela moža, ki jo pretepal in se ga je rešila in je stara, to govorimo resnično obstoječi osebi, ki najbližje, da jo imenujem, ne? Stara pa zdaj fešča 70 let, ne? Ona šla ga iz kart, iz kavice, jaz sem bila več kot prnej, izredna gospa. In njena modrost je večja kot modrost vsakega, po moji presoji, mladega terapeuta, ki ravno kar prišel na trg. Kaj hočem s tem povedati? Vsak od nas pravzaprav sreča točno tisto, kar rabi po ujemanju nezavednega, ne, in podzavestnega. In sigurno ni vsak človek, ki nam svetuje, v nekem trenutku slab, nihče pa ni vsemogočen. In vsak, ki dela z ljudmi, jaz tudi delam z ljudmi, ne, torej imam svetovanja, ta moj 4Q, sem v bistvu mentor, lahko tudi terapeut, ne, nisem zdaj psihoterapeut z licenco psihoterapije, ker to me ne zanima, ker imam o tem svoje mnenje, sem seveda šla tudi čez te šole, številne, imam seveda ta znanja, ampak ne vsak sistem, tudi psihoterapija je omejen. Kaj hočem pa zdaj s tem, pa je to pa zdaj ta, rečva, sinteza, ne? Vsak od nas rabi nekoga, ki mu je odmev, to je nek eho. Torej, meni je terapeutka moja prijateljica Roža, ki jo lahko imenujem, ki je astrologinja, ki je stara 73 let, ki se sliši vsak dan. Mi je terapeut lahko moj partner, ki je sicer malo mlajši od mene, ampak mi je zanimiv, ker mi dajo včasih take grozljive opombe mene, da sem prav hvaležna, ne. Vedno se ne strinjam, ampak to je spet osebnostna rast. Mi je lahko moja sestra, torej hočem povedati, vsi smo drug drugmu neki terapeuti. Zakaj pa zdaj hodimo na psihoterapije? Zato, ker je v tem času to dostopno in jaz mislim, da ljudje enostavno rabijo govoriti. Ne, psihoterapeut, klasična analiza je zgolj poslušalec, ki počasi človeka vodi do rezultata. To lahko traja 3 leta, to je za sodobni čas mogoče prezahtevno. Gestalt je lahko zanimiva terapija ali pa postavitev družine za neko obdobje. In kot si lepo povedala, ne samo, da smo vsi poškodovani na nek način, mi si neprestano zadajamo rane naprej. Rane nam zadaja svet, rane nam zadajajo situacije, rane nam zadaja podnebna kriza, poplave, ljudje, ki umrejo v avtomobilih, v nekih shopping centrih, ki niso računali, da bo kar naenkrat se dvignila voda. To je tisto, ne? Rane so neprestane. To je ta empatija, ki jo nudimo drug drugemu na vsakodnevni ravni, izrednega pomena. Ne? In jaz pozdravljam sicer, bom rekla, ta trend iskanja, imaš pa popolnoma prav, da pa lahko postane ta vidik neka posebna obsesivno-kompulzivna motnja. To je dobesedno prenešena obsesivno-kompulzivna motnja, namesto da čistimo mize, ne vem, postavljamo kozarce, kljukamo 10-krat ali pa podobno, neprestano analiziramo, kaj mi je to roče, kaj mi je to roče, kaj mi je to roče. Jezus Krist, rodil te je, vzgojil te je, plačval ti je, kupil te stvari, halo, kaj ti ni jasen. To je pa moj način svetovanja, ne? In to ni vsakomur všeč. Zdaj sem neko izkušal neke osebe, ki je imela ogromno spolnih izkušenj pod drogo. Ne? Moje mnenje je seveda, da jaz lahko povem svoj osebni pogled in droga je slaba. Vsaka oblika droge je slaba za mezokortikalno pot do kumbensa, se pravi pot užitka v naših možganih, ki jo poškodujemo. Seveda oseba ni bila za to, ni se zdelo, da je moje mnenje pravilno, jaz nimam proti tem njenemu mnenju nič, ampak sigurno takšna oblika življenja ni dobra. In mene zelo moti, da se v Sloveniji blazno poudarja vlogo drog tudi pri psihoterapiji, to je problematično. Obstajajo ljudje, obstajajo osebe s spletnimi stranmi, ki nudijo drogo. Ayahuasko za kaj? Razvozlanje nekih globokih podzavestnih travm, to ne bo šlo. To je zgolj kratka pot, kot make-up. Damo si make-up gor, koža pa lahko mozoljasta, bolana in make-up skrije, enako naredi droga. Ne? In to so pravzaprav tiste etične dileme, ki jih po moji presoji more psihoterapija v prihodnosti naslavljati. Ker psihoterapija je potrjena metoda, psihoterapeuti gredo čez sisteme, supervizije in tako naprej. In hvala Bogu, da obstaja tudi ta veja, bom rekla, neke korekcije. Trg je pa vedno imel in bo vedno imel take in drugačne
bom rekla, svetovalce, ki pa niso nujno slabi. Tudi kot rečeno, ženske brez izobrazbe, kot ta preomenjena gospa, ali pa ta druga gospa, ki sicer je strojnik po izobrazbi, ne, so gospe, ki imajo ogromno modrosti in to je meni osebno veliko več vredno kot neka teorija, ker teorije je mnogo, terapij pa še več. A bi lahko rekla, da je to, kar si prej omenila, na nek način bližnjica? Se pravi, vem, da imam težavo, rada bi jo rešila, morda ne bi zdaj za to porabljala pol leta in prehudih, težkih zadev, grem tako na takšno terapijo, če lahko tako rečem, pod vplivom omenjenih drog bom lahko prišla do svojega bistva in stvar bo zaključena, ampak verjetno daleč od tega, da je stvar zaključena. Točno to, ne. Se pravi, droga te pusti na isti stopnji, ti ne narediš nobene zavestne refleksije, ni nobenega preskoka na nivoju zavesti. To je tisto, kar ljudje ne vedo. In če bi šli gledati biokemijo možganov, lahko si berejo knjige od dr. Pirtoška, znanega slovenskega nevrologa, profesor dr. Pirtoška, lahko si berejo druge stvari, o tem je ogromno, bom rekla, zapisal tudi, kako recimo MDMA vpliva recimo na halucinogenost, ne. Imamo melatonin v možganih, ki sam proizvaja določeno stopnjo teh, bom rekla, hormonov oziroma transmiterjev, ki nas postavlja v neka druga izven telesna stanja in vsak je meditiral, tudi jaz med drugim, ne, sem že imela izven telesno izkušnjo. To je nič posebnega, ampak je malo dlje treba, kot si rekla, ne, bližnjice so problem, ne. In seveda, kot bi rekla Vesna Vogodina, moja bivša profesorica, to je izredno dobra prijateljica, v tistem obdobju sva se ogromno družile, ona je izredna, bom rekla, poznavalka človeške psihe. Se pravi, če imamo avtoritarno vzgojene posameznike, ne, imajo seveda, temu rečemo, ime očeta, torej drugačno postavitev kot permisivno vzgojeni posamezniki. Torej, to je ta razlika, ne, črno-bela sicer, ne, kar vedno imamo neke nianse, ampak če ti imaš v vednosti, v svojem zapisu zavedanje, da si odgovoren kot otrok, ne boš iskal bližnjic. Se pravi, boš znal potrpeti, boš znal poiskati težjo pot. Ne? Opažam pri svojem delu z ljudmi, največjo težavo imajo vedno z disciplino. Problem ni iti na tak seminarček, malo prespati, malo pogooglati, tako, ne. Tudi recimo znanje. Eno je študirati, tako kot smo mi študirali, ko smo jaz antropologijo 2000 strani predelali za en sam predmet. Ne hecam se. Ogromno knjig. Ravno pri gospe Godini, ne. In je bila res fenomenalna predavateljica in se vsakmu priporočam, da jo posluša. Ne. Pa še drugi, ne, zdaj ne delam nobenega PR, ampak imam ravno to temo, ne. Mislim, FDV, lahko pa to rečem kot fakulteta ogromno dal, ne. Predvsem uvida v to, kako funkcionira družba in politika in tako naprej. No, skratka, lahko gremo v to smer, ne, se pravi tega težjega spopadanja in takrat smo običajno tudi precej bolj uspešni, ker se nam nalaga tudi znanje, recimo študij, branje knjig, izpisovanje zapiskov, to je nalaganje, ne. Znanja, ki nas potem tudi preobraža. Se pravi, gre v dolgoročni spomin in nas osebnostno preobraža. Težava sodobnega sveta in iskanja znanja, ki je zgolj parcialno, iskanje zgolj ene informacije, brez recimo neke kontinuitete, neke informacije, recimo, jaz sem raziskovala pri doktoratu vednost kot tako, torej zanimala me je epistemologija, to je znanost o znanosti, torej ali je spoznanje sploh možno vednost kot taka, kaj je izvorno, kaj je resnično prvinsko. Zanimala me tudi recimo resnica, o tem piše profesor dr. Andrej Ule v svoji knjigi o resnici, to bi mogel vsak človek prebrati, ko ugotoviš, kako je resnica mnogoplastna in resnico je sposoben uvideti le nek nous, grško čisti se pravi človek, ki je predsodkov že osvobojen, kar ga pravzaprav ni, to je pa mogoče v zgodovini Jezus Kristus, ne? Vsi ostali smo recimo po poti tega očiščevanja, ne? In ko dolgoročno delaš na ta način, torej res trdo delaš, imaš rezultat. In droga naredi zgolj bližnjico in to je zelo nevarna bližnjica, ker ljudje se ujamejo v zelo zahtevna duhovna stanja in tukaj se že približujejo temam egzorcizma, duhovne teme, zla, ki ga seveda obvladajo marsikatera religija, ne. Lahko govorijo tudi o šamanizmu, ljudje odhajajo v Brazilijo k šamanom, čudežnim šamanom, kjer pijejo kri živali in tako naprej. Seveda po krvi se prenaša marsikaj, ne, to so pač okultna znanja. In ljudje seveda pričakujejo, kot včasih v instituciji odpustkov rimokatoliške cerkve, da plačajo nek denar, žrtvujejo neko žival in bodo oprani grehov. Midva obe veva, da podzavest tako ne dela, nezavedno tako ne dela in to so zgolj napačni koraki. Zato je prav, da se o tem govori in izpostavi tudi javno problematične prakse, ki so tudi v Sloveniji zelo razširjene. Torej, droga v psihoterapiji ne bo naredila nobenega večjega
bom rekla, preskoka, predvsem pa ne osvoboditve. To je ta kairos v psihoanalizi ali pa psihoterapiji, kot je terapevt svojo empatijo z razsvetljeno pametjo. Omenila bi Jožeta Magdiča, psihiatra, ki ima zelo tudi dobre tekste, ko ti dejansko, bom rekla, odprejo in očistijo dušo. In takrat si res olajšan in postiš breme za sabo. Pri drogi se pa samo človek zacikla. Jaz sem pač poslušala ljudi, ki so probali to drogo. To je zdaj moj zaključek, nisem pa nikdar probala in tudi nikdar ne želim probati. Jaz ne počnem drugega, kot da spijem sem in tja kakšno kavo, pa kakšno čokolado. To je vse, kar pač počnem, ker sem izredno bolj avtoritarno bila vzgojena in tudi sem zelo disciplinirana. Zato teh praks ne podpiram, ker vem, da vodijo v zelo slabe rezultate. Kar pa ne pomeni, še to dodam, da vsak discipliniran človek je ujet. Ni res. Disciplina je posebna oblika treniranja samega sebe in tudi lenoba je posebna oblika discipline v tem smislu. Tudi lenoba je disciplina. Vsak dan disciplinirano lenarim, se izmišljujem izgovore in sem v tem odličen. Ampak rezultata pa ne more biti. Lucija, fenomenalna si mi, ko te poslušam, kako nizaš avtorje knjige, brez da bi za sekundo mogla pomisliti, kdo je avtor in kdo ni. Verjetno se je k temu botrovalo tudi to, da te vse te zadeve res zanimajo. Ker se mi zdi, da če nekdo samo tako mečkano vzame knjigo, ker mu je nekdo rekel, dej preber, dobra je, preberemo, pa gre lahko mimo. In zdi se mi, da je pri mladih danes premalo te želje po tem, da bi nas več zanimalo, da bi jih več zanimalo. Se pravi, da bi gledali širšo sliko sveta. Vse gre tako se mi zdi, zelo v enosmerno ulico. Sam tukaj niso mladi krivi. Jaz vedno rečem, vsak človek rabi dobrega učitelja. In jaz sem jih imela, sem tudi omenila profesorico Godino, lahko imela Šterkovo, potem recimo Samo Uhan, metodolog, vrhunski metodolog, predavatelj na fakulteti. Seveda tudi drugi, nazadnje sem imela priložnost študirati v Ženevi na Swiss University, kjer so nam recimo predavali politiki, recimo Bondevik, to je bil ta študij, ki je 2 leti trajal. Ja, Halona recimo, predsednica Finske, nekdanja krasna gospa pristopi k meni, reče, you should be really lucky. Se pravi, veste, morate biti res srečni, da živite v tako majhni deželi kot je Slovenija, ker ste varni. Recimo, to so stavki ljudi, ki so bili v politiki toliko in toliko let. In kaj hočem povedati? Učitelji so tisti, ki ustvarjajo željo po znanju. In s to nagovarjamo vse učitelje v Sloveniji, ki imajo to poslanstvo, da vztrajajo. Tudi jaz sem še vedno učitelj na fakulteti, torej profesorica na Greja College, meni je ta college vrhunski, ker ima zelo zanimive programe in pomaga zlasti tistim mladim ljudem, ki se mogoče nekje na svoji poti iskanja, kateri študij je za njih primeren, rahlo zgubijo. Greja College pa nudi neko tako zelo posebno obliko sinteze številnih znanj in veščin, ki jih lahko študent recimo pridobi. In način, kako je spredanje, točno tak. Jaz jim dajem željo po znanju. Recimo jih nekaj vprašam, recimo zanj sem jim dala primer, kako pisati članke. Dajte pogooglati, kaj smo že imeli, mislim, smo imeli relativizem v znanosti. In so googlali. Kaj sem jih hotela s tem povedati? Dobiš na Google to in to in to. Na Wikipediji, ampak ne dobiš pa tega, kar sem jaz raziskala v svoji knjigi, ker sem delala pač tudi eno knjigo, Relativizem v sociologiji znanosti z naslovom. In potem so oni dojeli to mojo ponižnost. Tukaj jaz govorim o ponižnosti. To ne pomeni, jaz imam avtoriteto, brez dvoma se znam postaviti za sebe, ampak ponižnost do znanja pomeni, da nikoli ne greš v 100%, bom rekla, subjektivizacijo samega sebe ali pa objektivizacijo česarkoli. Po domače povedano, da vedno puščaš odprta vrata. Lahko si prepričan v neki, ampak nisi nikoli Bog. Vsak od nas, še enkrat, je človek na poti. In kako bomo jutri razmišljali? Tudi pretirana samozavest je lahko problematična. Ker se lahko zgodi karkoli. Jaz sem spoznala ljudi, profesora nekoga, ki ga ne bom imenovala, kaj ne bi bil on zadovoljen, je recimo smučal, se je zaletel v drevo in je enostavno izgubil vse. In se je rabo ponovno učiti pisati, govoriti. Še vedno piše, je vrhunski poznavalec nekega obdobja, tudi moj prijatelj, obdobje mi je zelo velik, bom rekla, pomagal predvsem pri iskanju določenih test v svoji dizertaciji znanstvene, ker so se mi neke stvari tako v glavi kregale med seboj. In ko tudi razumeš zgodovino znanosti, predvsem bolje potem razumeš sodobni čas, ki je, bom rekla, izredno občutljiv. In mladi so zelo občutljivi in naučiti jih je ogromno.
In učitelji moramo naprej spodbujati ljubezen do znanja. Ne? In jaz to imam, definitivno. Ker kaj to pomeni, ko imaš, recimo, tam 4Q? Racionalno, čustveno, duhovno, fizično. Ko poznaš vse 4 komponente, tudi fizična vadba je pomembna. Jaz vse moje stranke nagovarjam, ali da grejo v fitness, ali na sprehod, krčijo, sam da se enostavno telesno prečistijo, da so bolj pretočni, ker se potem precej bolj odporen na stres in ga tudi sam ne proizvajaš, ker si ves čas v nekem pretoku. Če si pa neprestano napet, pa tudi proizvajaš napetost. In ta čas algoritmov, umetne inteligence, ki nas lahko zelo zavaruje, če jo znamo uporabljati, je zelo, zelo problematičen. In ljudje moramo biti drug drugemu veliko bolj podporni, kot smo bili do zdaj. Se ti zdi, da se tudi znanostjo, z umetno inteligenco in z vsem tem lahko bojimo, da bo še manj morda sočutja? Jaz mislim, da je umetna inteligenca problematična za mlade, ki še nimajo postavljene nevrotransmiterske mreže v celoti. Za naju ni problematična. In jaz osebno seveda ne prepovem študentom, ker nima smisla, ker vsakič ona skrira. Ravno to me je zanimalo. Ker nima smisla, ker vsakič ona skrira nek nov tekst. To je zelo taka permutacija zanimiva, v zadnji teh algoritmov. Ampak, se pravi, na nas je, na učiteljih, na starših, da poskušajo to dojeti. Ker če oni ne bodo opremili svojega otroka s pravilnim kulturnim vzorcem, se pravi prenosom kulture, jezika, pisanja z roko, vedno treba pisati z roko. Vedno. Ker to, da mi napišemo črko B, to so številne, recimo s pisanimi črkami, subtilne, izredne funkcije možganov, tudi naše fizionomije, čez evolucijo, da smo tega sposobni. In to je velika veščina. In težava bi nastala, da bi mi ljudje opustili te veščine. In potem pride do duhovne revščine. In tudi do besedno lahko neke degeneracije našega genoma, ker ga pač aktiviramo precej slabše, če iščemo bližnjice po tablicah, po, recimo, ne vem, tudi podcaste, luštam poslušati, ampak je treba tudi kakšno stvar vzeti v roke in prebrati, tudi fizično knjiga, ne? Tudi kot poljub čez steklo, ne? Knjiga jo držiš, jo čutiš, ne? Platnice, črke, ne? Jaz osebno pač si knjiga kupujem, ne? Imam probleme shranjevati pol to, ne? Ker jih je preveč verjetno. Mislim, toliko veliko ljudje mislijo, da jaz berem. Jaz sem predvsem kreativna, jaz razvijam ves čas neke svoje ideje. Zdaj recimo učim italijansko in potem razmišljam o italijanščini in pol angleščini. Tako. To me blazno fascinira, ker to je nek poseben brain gym. Tudi recimo staranje, by the way, to niso niti omenjam, ampak ljudje se tudi staramo različno. Ne? Ni vse v botoksu, kar ljudje mislijo, daleč od tega. Stvar je v naši, bom rekla, sposobnosti gimnastike v glavi. Ne? In jaz blazno podpiram recimo umetnost, ne? Ker umetnost ljudi tangira zelo globoko, ne? Zelo na teh nezavednih formacijah. Tudi recimo medij, kot je podcast, pomemben, ker je pač fizična podoba, glas in seveda razne oblike povezavka se ljudem, ko gledajo, recimo mlade punce, ki naj gledajo, dobijo mogoče, da je zdaj pa rada takšna, kot je ta gospa, pa takšna, kot je ta gospa. Ne? To so pravzaprav te vzori, ki potem vlečejo. Ko se rečem študentom, dajte prosim brati, ne? In ko oni slišijo, kaj jim govorim, znanite preobražati, povem Eva, da začnejo brati. Fizično, ne samo pač slajde, ne, pač, ali pa nekaj online. Elektronsko, dobijo, ne? ja. Tako. Če recimo, zdaj bi šla pa konkretno k tej 4Q metodi. Rekla si, da seveda veliko tudi svetuješ posameznikom, verjetno tudi parom. Vem, da si tudi zunanja svetovalka številnim podjetjem, tudi, uspešnim, zelo uspešnim podjetjem. Ja. Ampak recimo, če opiševa nekega posameznika, ki poišče pomoč pri tebi. To bi recimo bilo največkrat zaradi, ali so to kakšni razhodi, ali je to kaj, želja potem, da se prebudi, kot radi rečemo, kakšni ljudje te poiščejo, oziroma s kakšnimi, če lahko rečem, težavami. Različni, zelo veliko imam takih kreativnih posameznikov, ki so zelo uspešni, pa bi radi recimo razvili kakšne druge veščine, ali retoriko, ali veščino pisanja, ali pa rabijo samo nekoga, ki z njimi debatira na bolj takem, bom rekla, strokovnem ali pa nekem višjem nivoju. Težave tudi seveda z govorom, velikokrat težave v partnerstvu, samopodoba, sanje, kakšne take nenavadne težave, kot so kakšne motnje, kompulzivne motnje. Imela sem kar nekaj takih zelo čudnih primerov, ki so bili, pravzaprav, spomnim se ene mlade punce, ki je danes zelo uspešna v študiju, ne bom rekla kjerem, ker ne bi bilo okej.
Ona je bila zelo v nekem takem čudnem stanju, to mi kar povedala, ker imajo mlade punce te težave, od tega, da si je pula si je trpalence, sama sebe je v bistvu tepla, prišla je plava parkrat k meni, oče, zdravnik, to lahko rečem, ker pač nima veze, kdo bi to bil. In kaj sem s to punco pravzaprav naredila? Ona imela zelo nenavadne težave, ki so imele mogoče na psihozo, bila je tudi vmes hospitalizirana, ampak konec koncev, kaj sem jaz dala? Jaz sem dala samo nek prostor, da je ona lahko izrazila samo sebe. In tudi sem seveda staršem svetovala, da absolutno, pač jaz tukaj lahko pomagam zgolj kot nekdo, ki oceni resnost situacije, in sem jo seveda predlagala, da gre tudi na psihiatrijo, in tudi je šla, kot rečeno, tja. Ampak na koncu je danes ona ker je bila seveda situacija tukaj pri starših posebna, in to je, bom rekla, tista moja pika na i, kot tukaj pika, kasna, ta pika, to sem mogoče jaz, ta pikica, drobna pikica v nekem mozaiku, kar jaz res tako čutim, jaz sem samo drobna pikica v vesolju in to je tisto, kar jaz ljudem dam. In tukaj sem bila ta pikica, da sem pravzaprav njima dopovedala nekaj stvari, torej prevajala sem iz slovenščine v slovenščino. In ona dva sta dejansko toliko inteligentna, da sta dojela, kaj je problem. Tukaj je bil problem na nekih takih nezavednih ravneh, ampak skratka, ta punca je danes končuje študij, zelo zahteven študij, in še vedno imam njen kamenček, ki me ga je dala, ta darila ljudi. Ja, zdaj, ko te poslušam, se mi zdi, da morda res vedno pogosteje lahko pridemo do zaključkov, da je izražanje, to, da lahko izrazimo sebe, največja težava v resnici. Ja, tako. Ker tudi, če pogledava primer partnerski odnos, veliko parov poznaš, verjetno tudi ti, kjer je ponavadi žena tista, ki more v rokavičkah vse, pa ni fajn, da glih pove vse, kar si misli, torej se ne more izraziti, medtem ko on se lahko. Seveda, da me ne bo kdo vzel, dobesedno obstajajo seveda tudi kontraprimeri, da je pa recimo obratna situacija. Zakaj se ti zdi, da se to še vedno prevečkrat dogaja? Kje je težava? Kot so rekli, ta 4 kune, to je ravno način, kako jaz ugotovim. Točno to, če smo zdaj recimo konkretni. Kaj bi lahko takšnemu paru ali posamezniku s to metodo naredila? Se pravi, vedno se pari ujemamo. To je dobesedno kot neke vrste prepletenost. Torej, oseba, ki je bolj servilna, če je to ženska, rabi moškega, ki je bolj avtoritaren. In to je njuna igra, nezavedni izbor. In kaj recimo jaz lahko naredim v tem primeru? Torej, ljudi naučim, kako povezovati te inteligentnosti in rečem mind to mind, torej glava, heart to heart, srce k srcu, soul to soul, body to body. Kaj v prevedenem pomenu besed to pomeni? Torej, poskušamo razumeti koncepte drugega najprej. Zakaj sem jaz podrejena, zakaj si ti agresiven in nadrejen? In potem jaz prevajam njune koncepte, kako sta bila recimo vzgojena. Heart to heart, srce k srcu. Torej, ali on želi imeti močno, subtilno žensko, ki ima inteligenco, vedno reče, kdo reče, da se moški mene bojijo. Jaz nimam teh izkušenj, jaz imam super izkušnje z moškimi, v poslovnem svetu krasne izkušnje, veliko spoštovanje. In to so projekcije, jaz pač v to projekcijo ne vlagam kančka pozornosti in v mojem svetu tega recimo ni. A si zastopila? To je zdaj kvantna znanost v praksi, to je zdaj na tem subatomskem nivoju. Torej, zakaj bi bile ženske zaradi tega, ker smo mogoče samostojne, neodvisne, žrtve česarkoli? Zakaj bi se nas moški bali? Jaz sem privažala eno zelo taka prikupna prijaz, lahko sem pa izredno vihrava in odločna. Skratka, vsi imamo vse odtenke konec koncev in to ta moj 4 v bistvu nauči ljudi. Torej, ko moški ugotovi, da on pogojuje žensko, da je podrejena in da ona ugotovi, da ona njemu daje gorivo za njegovo pozicijo, se naenkrat situacija spremeni. In sva na SQ, se pravi duh k duhu. Kaj je ta SQ? Se pravi, to je ta socialna inteligentnost in duhovna inteligentnost, ki nima nujno veze z religijo, ampak ima veze z našo zavestjo. In ko dvignemo zavest, spomnila sem se enega agresivnega gospoda, to ni nič lepo zapovedati, ampak bom povedala, ki je v bistvu obrcal domačega psa. In meni ta gospa to pove, žena, in on da jim to pove, potem sem njo poslala na kavo in njemu sem pač povedala, zelo prijazno, smeka, gledajte, če vi ne boste nekaj naredili na sebi, smeka, vi boste pristali, ali vas bo enkrat prišla policija kaj poprašati, in to gospe sem svetovala, to šla si poiskala pomoč, ker res ljudi potem napotim, veste, to hoče mogoče s temi kaj se povedati. Torej, nihče niso mogočen,
In če imaš ti primer, sicer ono ni bil, da ni nasilen, ampak pač meni je nasilje do živali, do kogarkoli nasilje. Ne? In če vsi to gledamo, to obstaja. In ona je šla k Društvu za nenasilno komunikacijo, pojela svoj primer, ne? Potem so tudi oni pomagali naprej. Ampak recimo, to je nek tak primer, ko pa jaz pravzaprav kaj naredim? Ostro postavim. To ni prav. In to je to, kar manjka v današnjem času. Temu rečem totalna pozicija, ko človek reče, to ni prav. Za moje pojme je zloraba droge, za spolni odnos, ni prav. Amen. Ni prav, da se pretepa živali. Ni prav. Ni prav, da se šikanira, mobbingira otroke. Recimo bullying, tega vse več. Ne? In ko jasno povemo, kaj ni prav, to je ta SQ, se lahko začne spreminjati PQ. To so pa fizično telesa, naša fizična telesa, ki nosijo stres v sebi. Vsi nosimo stres. Nekdo ga odlaga v glavo, nekdo ga v grlo, nekdo ga v pljuča, nekdo ga v trebuh, nekdo ga v kosti. Ne? In ko smo v tem stresu, ko ga čutimo, so naša telesa težka. Smo rahlo mogoče sitni, kot je danes nekdo tukaj zjutraj rekel, ne? Smo rahlo lahko sitni. Ne? In če smo rahlo ziritirani, bomo vse prej ustvarjali v profesionalnih življenjah, v službah slabo energijo. Bomo sitni, bomo mogoče projicirali ali pa kanalizirali to napetost in tako naprej. Ne? In ta 4Q je v bistvu neka taka sinteza naših energij. In na ta način poskušam jaz ljudi potem, bom rekla, nekako njim razložiti njih same, zakaj se nekaj dogaja. In to je zelo preprost koncept, za moje pojme enostaven, bolj ne bi mogel biti. Sedaj imamo mnogo inteligentnosti, tudi drugih, prostorska, vizualna in tako naprej. Ampak te 4 so glede na naš tudi nevrološki sistem postane. Se pravi glava, pletež, srce, vegetativno živčevje in seveda celotno telo. In vagusni živec, torej, ki poteka od črevesja, droboja do vrha pač glave, ne, do možganov. Ne. In če vsi smo recimo anus narahlo, ne vsi, začutimo energijo poriv do možganov. Ne. To recimo ena tehnika autogenega treninga, kjer poskušamo sebe pretočati, ne, da nimamo teh blokad po telesu. Zdaj smo govorili o partnerskem odnosu. Kaj pa recimo v poslovnem svetu? Recimo s to metodo si predstavljam, da lahko veliko pomagaš v smislu v kolektivih, kjer se morda ne razumejo med sabo in tako, da jim malo v bistvu odpreš oči in lažje potem tudi razumejo, da vendarle morda ni v njih problem, ampak je problem samo v komunikaciji in podobno. Kaj pa bi še lahko za recimo v poslovnem svetu rekla, da je tisto, kar res s to metodo lahko narediš? Recimo, da imamo skupino naravoslovcev, recimo, da so tehniki, mogoče matematiki, skratka, da imajo neka taka dela, kjer operirajo s podatki, ki so fiksni ali pa preverljivi ali pa rečemo temu eksaktni, torej točni. 1 + 1 ne bo nikoli 5. In to so ljudje, ki imajo specifično, bom rekla, izšolano percepcijo in na specifičen način izšolano dojemanje sveta. Na drugi strani imamo recimo družboslovce ali pa ljudi, ki so, bom rekla, specialisti marketinga, ki zelo dobro razumejo, da je vsak dan, vsak trenutek sentiment ljudi drugačen. Potem pa recimo na tretji strani ljudi, ki se ukvarjajo naprimer z borzo, naprimer, ne? Eko, to je ena taka zelo dobra prispodoba. Torej, eno je fiksen, eksakten svet, eno je pa fluiden svet človeških odnosov, ne? In ko ti ljudje trčijo skupaj v time, imajo seveda težave, ker so njihovi IQ, sva tukaj, ne, teoretski nastavki ali pa njihova percepcija absolutno drugačna. In me veliko rečejo, naravoslovci, jaz ne bi v lifeu mogel delati tvojega posla, kako lahko cel dan poslušaš ljudi. In kaj se v bistvu izkaže? Ne, ljudje, ni to seveda pravilo, ampak vsak ima neko danost, nek dar. Ne? Nekdo mogoče bolj za naravoslovje talentiran, nekdo bolj za družboslovje, nekdo za glasbo in tako naprej. No, recimo, če pa dam zraven glasbenike, ki ima absoluten posluh, jaz sem nečakinjo Ano, ki ima absoluten posluh in ona mene po glasu, po intonaciji mojega glasu začuti, kaj se meni dogaja od zadnje. Ne? Ima vedno prav. Ali to pa spet druga oblika inteligentnosti. Ne? In ko ti svetovi trčijo, je težava, ker se težko zmenimo. In ko se mi pogajamo o pomenu, recimo, kaj je zdaj cilj naše skupine, se začnemo pogajati pravzaprav o naših svetovih. Kateri svet bo prevladal? Ne more prevladati en svet. In to potem to mržanje, ne, ker jaz pridem pa potem nekako lahko v pomoč, ko pomagam, da razumejo drug drugega. Kako pravzaprav prevesti matematiko v neke koncepte, da bo razumel, recimo, zakaj je družboslovje na primer pomembno, če govorimo o znanosti. Zato, ker daje etične refleksije.
Zakaj sem jaz lahko pomembna za ljudi, ki se ukvarjajo z AI? Zato, ker imam globok uvid v človeško psiho, v dimenzije, ki se njim še sanjajo, ne, da obstajajo. Ne. Skratka, to je tisto, ne, poskus prevoda vrednotnega sistema drugega. Recimo mediji, novinari, zakaj recimo me imajo novinari radi za kakšen pogovor? Zato, ki jim tudi pomagam, ko recimo kakšne teme težko raziskujejo, ne, da vidijo tudi neko svojo naravnanost. Torej, kaj je v zadju raziskovanja nečesa, kaj je njihova želja do te dotične osebe. Ne? In ko se zavejo teh svojih, bom rekla, nastavitev, je refleksija drugačna. Ker moj cilj je, ne da imamo zdaj neko tako, bom rekla, umetno stanje, da je vse lepo in harmonično. Ne, ampak neko stanje poštene presoje. In ja, da povemo, kaj je prav in kaj ni. In tukaj zelo velikokrat ljudje sami manipulirajo, kaj je zdaj prav za njih. Če za mene nekaj mogoče v interesu je potem to prav, je ni nujno. Ne? In sploh kdo je tisti, ki reče, kaj je prav? Tukaj so pa zdaj pri univerzalni etiki. Vsi vemo, da ubijanje ni pravo, 10 božjih zapovedi, vse zapovedi verstva so podobne, oziroma izredno prekrivajoče se. Vsak od nas ve, Eva, kaj je prav in kaj ni. Tudi ljudje mladi, ki so mogoče zdaj stari 10 let, kaj je prav, kaj ni. Ampak v tem svetu plastičnosti, danes je svet plastičen. Greš na ChatGPT, ti spiše, ti nariše, ti naredi vse. Zračuna vse formule. Zakaj bi se učil? Obstaja kripto, pa zakaj bi delal? Pa lahko sem influencerka, pa zakaj bi bila pametna, pa zakaj bi točno to, ne? In kdo je za to kriv? Ali te mladi ne? Dajva se vprašati, kdo je zadnji teh algoritmov? A so to Slovenci? So to Američani? To je tukaj vzadnji. In to je zelo lepo povedal Janez Drnovšek v svojih knjigah. Pravzaprav, kdo je vzadnji? Kdo vodi Evropo? Mi nismo tako zelo neodvisni, kot ljudje mislijo. Tukaj imamo potem mednarodno politiko, kartelne dogovore. Ne? In teh caseov čez zgodovino je neskončno veliko, ker pravzaprav ugotoviš, da smo mi zgolj neki delci v neki večji sestavljanki. To je zelo pomembno, na tej individualni, privat ravni postavimo pravila igre, kaj prav in kaj ni. In seveda to ljudem ni všeč, ko reče, da to ni prav, ne? Ker vsi seveda želijo biti pa sprejeti, ne? Pa hočejo se počutiti slišane. Mislim, meni osebno pretepanje živali ne bo nikoli etično in če se nekdo ekspresira na ta način, jaz tega ne podprla. In mislim, da je to popolnoma pravilno, da tega ne podprem. Absolutno. In tukaj je verjetno potem tudi, tako kot si rekla, kdo je tisti ali pa kdo so te, ki vodijo vse skupaj vzadnji. Včasih se mi zdi, da tako se pohecamo v družbi, da imamo občutek, kot da smo del ene videoigrice. Bravo. Trumanov šov. Tako, kot da dejansko nas nekdo ima malo na avtopilota in potem malo gremo sicer s poti, pa nas hitro dajo nazaj in tako. Ampak po drugi strani si pa rečem, raje, kar verjetno sicer ni prav, ampak raje sploh ne grem globje razmišljati in raziskovati, ker sej boljš tako, da ne vem. Ja, sej nevedno ste vedno, pa ne mislim zdaj v tem smislu, ne, da si zdaj ti nevedno, ampak nasplošno, to je ravno poanta, če reče v teh socialnih, plastičnih medijev, ne govorim zdaj medijev v smislu, bom rekla, fizičnih medijev, novinarskega tipa, ampak socialnih omrežij teh medijev, ker medij je pač prenosnik nečesa, človek lahko tudi medij, kad sem jaz zanč gostjo, ker se pogovarja z dušami. Skratka, je v tem, da se ljudi pasivizira, atomizira in seveda, da se odloča za ignoranco. Ker je občutek, da je to tako zahtevno zapleteno res močnejši od želje po vednosti, pa radovednosti, pa v bistvu ni. V bistvu ni. Ljudje naj si recimo vzamejo konkretno določene knjige, recimo, kakšne bolj enostavne, da ne bi zašli v tiste najbolj zahtevne. Evo, učbenik življenja, Martin Kojc. Neka osnova, se pravi, kako deluje naša psiha. Tisti, ki želijo raziskovati kvantno znanost, recimo Greg Braden, Američan, ali pa v Sloveniji zelo popularen Joe Dispenza, recimo on ima tudi zelo zanimive nastavke, ampak hočem reči to, kar so ti ljudje povedali. To se pravi že Sokrat, to se pravi že zdavnej veliki mislici. In kaj zdaj tukaj catch? Torej, če mi imamo neko izobrazbo, jaz nikoli nisem zagovarjala človek rabiti na faks, ampak faks ti da strukturo, da ti nabor številnih vsebin in predvsem kritično distanco, tudi da fakulteta. Vsaka, mislim, da vsaka. Tudi recimo naravoslovne fakultete. Sicer v drugo temo. Se pravi, bolj ko si razgledana, bolj kot imamo tudi sogovornike, dajte si tudi v privat lifeu iskati ljudi z znanjem. Ljudi, ki ti lahko dajo nek kapital in s temi ljudmi si lahko obogatiš percepcijo. In potem zadeve ni tako
bom rekla, strašljiva. Ne? Recimo, če veš, naprimer, cyber, ne, kriminal, če imaš kakšnega frenda, jaz imam ljudi iz tega področja tudi, ne, koliko je lahko tukaj zlorab, ne. In ljudje kar šopingirajo, ne, še vedno. brez kakršnekoli kritične distance, ne. Skratka, ta kritična distanca do teh medijev, ki nam seveda dajo naprejšnje, kot si rekla sama, všečki, algoritmi na Facebooku, kjer se pojavljajo neprestano isti ljudje, isti podcasteri, to ni naključje, ne. In če imaš ti še vedno doma knjižnico, mogoče samo z 10 knjigami, ne? Tudi Biblijo berete, Koran berete, zakaj ne? Berete stara znanja. Vsi veliki misleci v filozofiji znanosti so brali religijske tekste. Prav vsi. Biblijo, Koran, Zohar, kar češ. Ne? Torej, tam so izvori določenih, izredno zanimivih zaključkov. Ne? Kaj bi rekla, svetovala morda mladim, ki poslušajo in so zdaj morda se prepoznali v tem, ko si omenila, ne, se pravi algoritmi, všečki, konstantne objave, moram biti všečen, objava mora doseči toliko in toliko ogleda za to, da me bodo poklicali nekam drugam, da me bo nek naročnik poklical in tako naprej. Kako se tak posameznik lahko vseeno znajde v družbi, ker družba pa vseeno strmi k temu? Mislim, da ima tak posameznik lahko 3 izzive. Prvi izziv je, ali verjame v tej realnosti, ki je umetno ustvarjena. Torej, vsaka realnost je vedno sproducirana strani nekih medijskih voditeljev. Torej, medijski voditelj lahko recimo trenutno Trump, ne, če smo zdaj pri tem, ne. Da nam samo v Sloveniji, da nam zdaj kdo še delo, kaj zdaj hočem povedati. Ne. Drugič, če ugotovijo, da je ta realnost umetno ustvarjena, se lahko vprašajo, kaj je pa zdaj tisto, kjer so oni lahko to, kar so. Torej, jaz imam mogoče sledilcev na Instagramu, sploh niti ne vem, ker mi to dela neka gospa. Verjetno jih imam pod 1000, sigurno, ne vem sploh koliko. Na Facebooku, kako je objavil, imam 20-30 lajkov in meni to ni neuspeh, niti mi to ni uspeh. Jaz pač vem, da ljudje gledajo te stvari. Ne? Je pa dejstvo, ne, če sledimo neki popularnosti, kakršni koli, bomo vedno povprečni. To naj si zapomnijo. Popularnost je vedno povprečna. In jaz si ne želim biti strahotno popularna. Nikoli se nisem tega želela biti. Rada pridem na kakšen tak podcast, ko vidim, da je oseba, ki to vodi, kot se me kazate, se mi zdiš res iskrena, pa to zdaj ni neko, bom rekla, umetno ustvarjanje mnenja zate, ampak začutila sem res neko to čistost tvoje zavesti. To sem rada prišla, ker je to pomembno, da to sporočilo gre do mladih ljudi. Torej, jaz želim na mlade ljudi vplivati, da razumejo, da bodo s trdim delom dosegali veliko. Za bližnjicam pa ne bodo dosegali drugega kot iluzijo. Všeč mi je, zdaj mi še vedno odmeva ta izjava v smislu popularnost je povprečnost. Ja, dejstvo. Totalno. A želiš biti Britney Spears? Kako se počuti Jennifer Lopez? Ma lepo telo, lepo obraz, ampak njena energija je grozljiva, meni osebno. Se upravičujem, če me bo poslušala. Ne? Recimo, ne, to so neki svetovi, za katerimi ljudi, bom rekla, ljudje stremijo in ljudi pravzaprav ti svetovi privlačijo, zato ker se jim mogoče zdijo edini možni. Jaz potem povem, pa nisem to, da imaš, ne vem, 10 hiš, 20 avtomobilov, 100 000 čevljev, mislim, v nekem trenutku imaš lahko samo en avto, ene čevlje, eno žlico. Ne? Kar ljudje lahko iščejo, sploh mladi, oni morajo začeti iskati kvalitetne svetove. Evo ti to odgovor. Kvalitetni svet. Hoja po hribih. Narava, Bohinjsko jezero je božansko, krasna energija. Izredno posebne prehode, ima energijske prehode, to bodo vedeli tisti, ki se ukvarjajo z bioenergijo. Ne? Recimo Primorska. Kamor čete? Mislim, Slovenija je božanska dežela. Ne iščejo kvalitetno naravo, kvalitetne odnose. Ne mogoče v šoli se družijo s tistimi deklicami ali pa fanti, ki so videni kot čudni, drugačni, manj popularni. Tudi jaz sem v osnovni šoli šikanirana strani svojih, recimo, sošolcev in sošolk. Mimogrede, enkrat meni sošolc dal nož na vrat. Jaz sem bila takrat že izredno močen. Duh smekala, zareš. In potem je nek drug sošolc čist ponoril, ampak učitelji niso naredili popolnoma nič. Hočem sem biti, recimo, primer vzgoje nekoč in danes. Pač mene to dal seveda nek poriv, jaz sem od nekdaj dosta, taka, bom rekla, močna, ne, kot osebnost. Že kot otrok, ker sem imela določene izkušnje, take in drugačne. Ampak recimo to je nek primer, kjer seveda ti lahko otroku rečeš, ne, ja, pazi, bodi, ne vem, ne bodi drugačen. Ne, jaz bi svetovala otrokom, ne iščejo kvalitetna tudi prijateljstva. Torej, tiste deklice in fante, ki so mogoče nekaj na robu, so vedno zanimivi, ker so drugačni. In meni nikoli ni zanimalo to, bom rekla,
konformistično povprečje popularnosti, ne? Ker ljudje so popularni z razlogom, zadnji se vrtijo ogromni denarji, ne? Za popularnostjo. In tisti ljudje, ki se odločijo za tako identiteto, imajo strašne psihološke probleme. Britney recimo Spears, ne? To sem napisala eno kolumno na temo, ne? O moči. Ne? Kaj pomeni, če te vsak gleda, recimo moški, če se nek seks simbol? Ne? Kaj to pomeni za energijo? To se nekje naloži. Brez dvoma. Ja, ker marsikdo pa to upravičuje, ja, to je seksapil, to je ženstveno. Seksapil je umetno ustvarjen. To so določene trenutne, recimo, ideje o tem, kaj je seksapil, trendi, recimo zdaj so, mislim, da plastični kirurgi izdali nek nov trend, niso več popularne ogromne zadnjice, večje prsi, ampak bolj take silhuete v stilu balerin in tako naprej. Se pravi, tukaj zadnji je industrija, tukaj zadnji je ogromno denarja, tukaj zadnji so dragi čovni, vile in tako naprej, posameznikov, ki se odločijo igrati v tem hudičevem plesu. To je hudičev ples. Skrajni materializem je hudičev ples. In otroci tega časa, ne, ki so obremenjeni z kariero vplivnežev, pač lahko si vplivneš mogoče s tem, da posadiš drevesa, da obiskuješ ostarele ljudi, da obiskuješ zavode za duševno prizadetimi. To so lahko drugačne oblike popularnosti. Zakaj bi bili popularni s tem, da smo plehki, prazni in ničevine? Ničevost, kot ničevo semene. Je med Slovenci veliko plehkosti? Jaz mislim, da ne. Jaz bi bila prepričana, da ne. Torej še enkrat, eno je ta umetna stvarnost, ki je algoritemska. Tudi vsi nimajo Instagramov, Facebookov, TikTokov. Jaz sem ga ravno včeraj zbrisala TikTok, kaj mi dela sam gužvo v telefonu. Ne. Sploh ne. Slovenci smo zelo klen, zelo dober narod, ampak mislim, da moramo počasi to iluzijo te umetne realnosti res pregledati. Ne? In ugotoviti, da recimo statistika, ne, analize, naprimer volitev ali pa nekih projekcij, to je vedno pravzaprav izredno kreirano. Ne? Ker ko enkrat dojameš, kot si lepo povedala, da vse skupaj res Trumanov show, imaš distanco, imaš nek privat life in probaš živeti nekih, bom rekla, srednjih vrednostih, ne, se pravi, da znaš biti pretočen, empatičen do sveta in predvsem, da nisi preveč ujet v sebe. Ne. Kot je lepo napisal Dan podjet, mislim, da EOCen, ne vem, kako naslov knjige. To mi je pa všlo, ker bi tudi rada naročila, ima izredno dobre ideje. A ne to ta čas tega, bom rekla, umetnega ustvarjanja egocentrizma. Ker egocentrizem pomeni kaj? Ko si ti zgolj v sebi, v svojih čustvih, pa ljudje rečejo, jaz sem tako občutljiv, ampak ugotoviš, da sam do sebe. To ni to. Mi smo naravno narejeni, to je pa ta moj SQ, da smo skupaj v neki skupnosti dobri in uspešni. In zgolj tista, če gre v zgodovino, ne, obdobja človeštva, ko je skupnost cvetela, so bila uspešna. Torej povezovanje in povezovanje. Povezovanje, to pa ta štirko, povezovanje inteligentnosti. Se pravi, da sprejmem nekoga, ki je drugačen, seveda ne bom nikoli sprejela nekih praks, ki so slabe, kar ne pomeni, da je človeka zavrnem, to ne pomeni, da je človeka ne maram ali pa ga zavračam, ampak mu povem, zdaj pa če človek ne želi mojega nasveta, potem pa naj gre nekam, kjer bo njegova, bom rekla, napačna presoja, slabo obnašanje, slabo vedenje, ker bodo njegove slabe ali pa njene slabe navade, bom rekla, podprte in ker bom imel prostor se izraziti. Ne. Kako si pa potem kot prijateljica, si zelo direktna? Ja, lahko rečem v tem svojem zlatem krogu zgolj par ljudi. Nekaj jih je tudi odpadalo, seveda, mogoče sem v tem kontekstu rahlo razočarana, ampak prav veliko ne. Ker v bistvu si ne ustvarjam iluzij o ničemer več, kaj dosti, se mi zdi. Jaz mislim, da sem predvsem kot prijateljica izredno skrbna, dobronamerna in sigurno iskrena, ampak poiščem pravi trenutek. Torej nisem primitivno direktna, ne? Ampak sem, bom rekla, bolj taktična, ampak ne diplomatska. Taktična, ampak mehka. To sem se pa naučila z leti. Torej taktičnost in diplomacija similar, ampak ja. Taktičnost se včasih razume v podtonu kot neke vrste strateška, manipulativna želja, ne? Jaz pa sem želim povedati, direktnost je lahko primitivnost ali pa neotasanost ali pa nesramnost. Nisem jaz tak tip. To je v bistvu primitivnost teh mladih otrok, ki šikanirajo otroke v osnovnih šolah in potem odraslih, ki šikanirajo naprej. To ne smem pozabiti. To je tista izvorna, bom rekla, značajskost človeka, ki je dostikrat genetsko pogojevana in jo lahko seveda okolje krepi ali pa ne.
In tukaj pride na vrsto učenje in še nekaj, Eva. Vsi ljudje niso učljivi. In jaz mislim, da določeni ljudje izberejo bližnjice tudi zato, ker ugotovijo, da jim ne gre, a ne? Ali pa mogoče ne srečajo pravega učitelja, ki jih bo pravilno, bom rekla, odprl in poiskal vrata v pravem trenutku. Ne? In to je tista umetnost iskanja pravega trenutka. Zdaj bom morda vzela mečkano ven iz konteksta, zato ker se ne spomnim točno, v kakšnem pomenu je bilo to takrat izrečeno. Ampak nekje sem zasledila, ko si govorila o partnerskem odnosu, da če pa nekaj, res me popravi, ker je verjetno čisto manj izuzeto, ampak v smislu pa naj si najde potem ljubimca. Aha, joj, kaj boš dobro mogoče rečeno. Se pravi, zvestoba do groba? Tako, zvestoba do groba. A ne? Se pravi, spet se bom vračala, kaj je prav in kaj ne. Se pravi, jaz lahko gledam na nek partnerski odnos, na zvestobo, na varanje, na laži, drugače kot ti. In zdaj imava midve, oziroma tak par ima lahko kar konkretne težave, če imata pogled na to drugačen. A ne? Ja. Lahko tak par vseeno najde skupno pot? Težko. Ker to so vrednote, ki nas povezujejo. Na nivoju vrednot, sploh če smo v privat svetovih, mora biti precejšnja ujemanja. Ne? Kar se tiče partnerstva, jaz sem izredni zagovornik zvestobe in lojalnosti. Verjetno je bila ta izjava mišljena v kontekstu, kadar res rečem v tem smislu, ne, sem sicer zelo hudomušna in tudi kreativna v tem, ne, v oziru. Določeni ljudje so skupaj zaradi interesa, ne, in se tudi tako dogovorijo. Se pravi, njihov partnerski odnos je interes. In se zmenijo, bomo imeli otroke, in potem se tudi zmenijo, pač meni ni več s tabo, jaz bi bil pa malo z njo, ok, zdaj bom pa malo z njim. V tem smislu. Ne. Torej, vsi zakoni niso zgrajeni na ljubezni, seveda ne. To je mogoče naivno razmišljati, ne. Ampak jaz brez doma verjamem v ljubezen, to pa dejstvo, to je ta moja knjiga, sem jih prinesla s sabo, pa sem jih nekaj kaj razstavila, ampak nič hudega. Ti bom pa jih dala. Pogovori z Erosom pišem o tem. Ne? In jaz, ker sem svetovala ljudem, jaz sem imela razna svetovanja, tudi recimo, ljudje so imeli oblike življenja, ki jih jaz ne podpiram, se mi ne zdijo prave, kar ne pomeni, da jaz ljudem zdaj vsiljujem svoje mnenje, ampak jaz mislim, da je zelo pomembno, da ljudje razumejo, kaj njihov mentor razmišlja, kako on vidi svet. Kaj bomo lahko spoznali v knjigi Pogovori z Erosom? Ta knjiga ni za vsakogar, ta knjiga je bila zelo spluvana z strani marsikoga, ker je drugačna, ker je pogumna. Predvsem je pa nek tak iskren prerez resnice o ljubezenskih razmerjih med ljudmi. Je kar nekaj zgodb, ki so resnične, se pravi, imena so spremenjena, določene okoliščine so spremenjene, ker se pokaže, kaj se zgodi, ko se moški recimo ujamejo v neko noro erotično zgodbo z neko žensko, ljubijo svojo ženo, kaj narediti zdaj? Etična dilema. Se pravi, etična dilema, Eva, to povem študentom. Takrat, ko blage veze nimaš, kaj boš naredil. Vse ostalo je simpel enostavno. In moji nasveti, imela sem zelo težek kaj z nekim gospodom, ne vem, kako se je sploh zaključil, ker pa se niso več videla. Tudi take so recimo opisan, potem so recimo zgodbe srečanj, ko se ženske recimo zaljubijo kar tako, ne, recimo te skoki čez plot, one night stand in tako. In kar bi lahko rekla, ne, bistvo te zgodbe Pogovori z Erosom je pravzaprav ena ključna rdeča nit, to je za ljubezen, moraš imeti pogum. Amen. In ljudje se ne odločajo za pogum, ampak so preračunljivi tudi v ljubezni. To se tudi zmenijo, ok, lahko imaš tega ljubimca, ok, lahko imaš to ljubico, ampak ne smemo se srečati, to je resnica. Žal. Zdaj, jaz te čutim, ti si pa zelo tako romantična duša, a imam prav? Veš kaj, težko se, nikakor ne obsojam takšnih odnosov in družin, ampak priznam pa, da se sama pri sebi ne predstavljam živeti v konstantnem tem ker nisi računanju. Zdaj grem lahko tja, zdaj ne smem, zdaj moram pa za to. Jaz tudi ne. Se mi zdi, da bi me to še krat 2 utrudilo in bi rekla, jaz sem vsak odnos, ko sem šla, se jih ni bilo toliko veliko, sploh ne, ampak je bil res iskren in ljubeč. In nisem nikoli računala, koliko ima on keša, s kom on dela, mislim, to meni brezpomensko. Ampak v svetu, kjer smo, je tudi poroka stvar računanja. Žal in se bolj. Je pa res, da seveda se pa strinjam, da smo ljudje bitja, ki se zaljubljamo, ki smo si lahko všečni in nikjer ne piše seveda, da se res ne zaljubiš v nekoga drugega. Zopet je skaj zvestoba. Kot sem rekla pri Klemnu Selakoviču, ni to, da te nihče ne pogleda. Zvestoba je, da imaš resnično preizkušnjo in si kos, ker ugotoviš, da tvojemu partnerju
vse tisto, kar recimo rabiš. Ne? Ampak kot rečeno, vsak od nas ima druge preizkušnje v ljubezni. In rdeča nit pogovor z Erosom je, da na koncu se vedno vsi odločimo. Ali se odločimo za svetlobo, za ljubezen, ali se odločimo za mamona, to je v Svetem pismu, torej za material. Ali preračunavamo, ali dovolimo, da nas Bog Eros na tnalu ljubezni prečisti, izgradi in pokaže naše sence, ker najmočnejša ljubezen pokaže našo temo. In to je bistvo tega dobrega, zlega. Ne? In zato so tisti partnerji, ki nam pokažejo to našo temo, tako pomembni. Z njimi lahko ohranimo odnose. Ne sem tudi zato, da imamo s prejšnjimi partnerji lep odnos. Ne govorim o tem, da smo za vsak dan skupaj na kavi, ne govorim o tem. Govorim o tem, da imamo spoštovanje. In ko tega spoštovanja ni, to razbito energijo, žal, nas se povlečejo otroci. Prenašamo naprej. Ne? In tudi starši, ker tudi tukaj bi rada omenila etiko do staršev. Jaz imam oba starša pokojna in jaz sem bila zelo etična hčerka do moje mame, tudi očeta, ki je pač umrl že pri 15 letih mojih. Ne? In ne prenesem, bom rekla, tega, da otroci tako grobo izkoriščajo svoje starše. Tudi v smislu lastnih problemov. Ker vsak od nas nosi svojo zgodbo in tudi odgovornost. In v tem smislu moramo biti tudi odgovorni do staršev, da jih ne obremenimo preveč, ker tudi starši se namreč obrnejo na mene pogostokrat in so res v velikih stiskah. Pogostokrat. In to mi ni všeč. Tako da bi tudi tukaj mogoče dala malo razmisleka tistim, ki imajo starše včasih preveč za samoumevne, ker niso. Ker lahko kar naenkrat umrejo, pa je pa problem, ker se ne zmeniš. Ali pa kuhaš zamere zaradi tega, ker pač golaž bil postrežen ob 4, namesto 5, naprimer. Veste, poslušalci na današnjem času je mogoče preveč zbanalizirani. Ljudje imajo probleme z banalnostmi. Ker imam pač, ne vem, napačen odtenek las, mislim, da sem čisto sama. Ja, ali pa zato, ker kozarc ni na pravem mestu. Tako. In to je problem. Ampak zdi se mi, da včasih lahko ravno zaradi takšnih banalnih stvari znotraj marsikakšne družine prihaja do zelo velikih trenj in velikih težav. To imaš pa popolnoma prav. In to je tisto, kar je morda žalostno, da se ne znamo takrat ustaviti pa reči, a res, da je ta kozarc pomemben. Pa mislim, da veš, ko pride do kozarca, pa do nogavičk, pa kako se zlaga posoda v pomivalni stroj, takrat je pa že alarm. Ker kadar se ob teh situacijah dogajajo hudi prepiri, je izvor drugi. Se mi zdi, da bo to en lep zaključek, če dodava samo še to, da vsi tisti, ki še imajo možnost poklicati svoje starše in jih objeti, naj to naredijo zdaj po koncu tega najnega pogovora. In ne bojo hvaležni, da so jih rodili in vzgojili in se trudili za njih. Po najboljših močeh. Lucija, še enkrat najlepša hvala, da si vzela čas, da si bila moja gostja in zdaj le takoj, ko končamo, šibam domov brati knjigo. Ker me res zanima in hvala, da si jo prinesla in bomo malo pokazali. Super. Hvala Eva še tebi enkrat za to čudovito srečanje, za tvojo krasno zavest in se veselimo vseh nadaljnjih tvojih gostov in bomo se preposlušali. Hvala lepa. Hvala.